Pozdravljeni, sem Ana Vrenko in v življenju zavzemam in so mi dane različne vloge. Tako sem hči, sestra, prijateljica, učiteljica in zelo rada tudi občudovalka in iskalka lepote z veliko in z malo začetnico. Danes, na 5. postno nedeljo, pa mi je zaupano tudi odgovorna vloga pričevalke. In priznam, ob povabilu me je kar malce stisnilo, saj sem pomislila na vsa velika pričevanja z velikimi ljudmi, a hkrati me je opomnil glas v meni, kako si sama želim pričevalcev v vsakdanjem življenju, ob iskanju dotikov, ko je sušno obdobje. Tako upam, da bom danes ob navdihih Svetega Duha lahko z vami podelila nekaj drobcev, čudežev v mojem vsakdanjem življenju, kako Gospod deluje. Torej danes v Evangeliju beremo, kako Grki želijo srečati Jezusa in Jezus vabi k temu, da hodimo za njim. Včasih je za njim hoditi kar izziv. In ob srečevanju z različnimi družinami, z različnimi situacijami, kot učiteljica, mi je dano videti tudi kar nekaj čudežev. In eden od dotikov vere, ki se je zgodil pred časom, bil tudi ta, ko smo z družino, ki je bila včasih zelo nesodelujoča in otrokom, ki je zaradi odklonilnega vedenja imel veliko primanjkljajev tudi na učnem področju, s pomočjo drugačnega sodelovanja in predvsem s tem, ko smo dali na razpolago svoje darove in s tem, ko smo v to poklicali tudi Gospoda, sodelavko sva namreč se odločili, da bova za to družino tudi molili, videli, kako je Gospod naredil v enem letu čudež. Družina sodeluje, otrok napreduje in vsi vidimo, kako je Bog deloval. Kadar pa je v mojem življenju daljše obdobje suše, ko Gospoda ne čutim, takrat si prikličem v spomin občutenje, ki sem ga doživela na Vskovnici kot študentka. Ne spomnim se, katerega leta, kateri dan. Zelo dobro se pa spomnim občutka nošenosti, ljubljenosti strani Boga in enega takega velikega miru. Hvaležna sem, da v mojem življenju Gospod deluje tudi preko dotikov v odnosih s prijatelji, s kakšnimi, ko se slišimo tudi preko videoklicev, ker so na drugem koncu sveta in skupaj molimo, se pogovarjamo, si zaupamo. Prav tako dotikov ljubljenosti strani družine, kakšnih nenavadnih povezav, kot te kakšna glasba se te dotakne točno tam, kjer potrebuješ v življenju, ali pa ti da kakšna beseda, odgovor točno takrat. Ali je to iz Božje besede, ali je to iz kakšnega romana, ali iz kakšne druge literature. Posebno ljubi dotiki Božjega delovanja pa so mi preko otrok, ki so mi dani v razredu. Ko kdaj kakšen otrok pride do mene in reče: učiteljica, a ste utrujeni, a potrebujete objem? Ali pa ko v njihovih očeh vidiš, da so hvaležni, da smo skupaj. In tega nam v tem postnem času še posebej želim, da bi bili ljubljeni in znali tudi ljubiti. Ja, beseda ljubezen je velikokrat uporabljena tudi prepogosto, ampak mi je všeč, ker beseda ljubiti ima v sebi 3 besede. Najprej od zadaj iti. Nam želim, da bi šli, ko nas Gospod vabi, hodi za menoj. Šli z njim. Biti, da bi bili v njegovi navzočnosti, se napajali ob njem, zato, da bi lahko ljubili potem sebe in tudi bližnjega. Obilo blagoslova in vse dobro.